Ob mednarodnem dnevu invalidov, ki ga obeležujemo 3. decembra, je državni vrh na Brdu pri Kranju tradicionalno sprejel predstavnike invalidskih organizacij. Dogodek, ki je priložnost za izpostavitev položaja invalidov v Sloveniji, so zaznamovali pozivi k večji vključenosti v procese odločanja, opozorila o še vedno prisotni diskriminaciji in poudarek o nujnosti izboljšanja zakonodajnih rešitev. Načelo nič o invalidih brez invalidov pri odločevalcih še vedno ni dosledno upoštevano. Tako je bila na primer strategija za deinstitucionalizacijo za obdobje 2024-2034 sprejeta brez temeljitega posvetovanja z reprezentativnimi invalidskimi organizacijami. Nismo vključeni v pripravo zdravstvene reforme. Šele po več pozivih pa naj bi dobili možnost sodelovanja v pripravi stanovanjske politike. V delovnih skupinah, kjer so vključeni tudi predstavniki invalidskih organizacij, pa so naši predlogi lahko hitro zavrnjeni, če je glavno merilo odločanja zgolj finančni vidik. Invalidi se vsakodnevno soočajo s številnimi ovirami, ki segajo od fizičnih preprek do družbenih in ekonomskih izzivov. Fizične ovire, kot so nedostopne stavbe, javni prevoz in omejena dostopnost do tehnologije, otežujejo gibanje in vsakdanje življenje. Družbene ovire, vključno s predsodki, stereotipi in diskriminacijo, zmanjšujejo možnost za polno sodelovanje in sprejemanje invalidov v širšo družbo. Ekonomske ovire, kot so nezadostna dostopnost do izobraževanja, nezaposlenost in nižje plače, še dodatno otežujejo neodvisno življenje in osebni razvoj. Sprejema so se udeležili predsednica države Nataša Pirc Musar, predsednica državnega zbora Urška Klakočar Zupančič in minister za finance Klemen Boštjančič. Predstavniki invalidskih organizacij so izpostavili številne izzive, s katerimi se soočajo invalidi, in poudarili potrebo po vključevanju njihovih predstavnikov v oblikovanje politik in ukrepov. Predsednica države Nataša Pirc Musar je poudarila, da morajo biti invalidi enakovredni del družbe in vključeni v vse procese odločanja, ki jih zadevajo. Izpostavila je pomembne korake, kot sta zakon o osebni asistenci in vpis slovenskega znakovnega jezika ter jezika gluhoslepih v ustavo leta 2021. Kljub temu ostajajo nerazrešeni izzivi, saj manjkajo podzakonski akti, ki bi te pravice v praksi omogočili. Pravzaprav ni prav, da se samo na ta dan spomnimo, s kakšnimi ovirami se invalidi srečujejo, ampak je pa prav, da ga imamo, da vsaj na ta dan razmislimo, kaj lahko še postorimo. To je dan, ko se vprašamo, recimo naredimo en tak obračun z letom, kaj smo naredili za večjo vključenost ljudi z oviranostmi, invalidov v našo družbo. Ko naredimo en tak rezime in ponavadi vedno ugotovimo, da smo naredili premalo. Vsekakor je to lep primer, da se politika zave, da obstajamo tudi mi, ki imamo pač dodatne težave v življenju in se vsaj tu in tam osredotočajo tudi na naše probleme. Tako da vsekakor so takšni dnevi zelo pomembni za publiciranje naših težav in pa morebitnih rešitev tudi. Je pa prav, da invalidi imamo svoj mednarodni dan, da opozorimo širšo družbo, da smo tukaj, da smo prisotni, da želimo biti enakopravni člani te družbe, da v tej družbi lahko prispevamo tako kot vsi ostali državljani. Mislim, da je fajn, da smo pač ne zaradi te slovesnosti, ampak da se dejansko ta dan obeleži na ta način, da se pokaže, kje smo v družbi, kaj je bilo treba še narediti, da smo čim bolj vključeni v to družbo in da se ne počutimo pač zapostavljene, da se vidi, da kljub invalidnosti, ki imamo, smo sposobni na vseh možnih področjih doseči visoke rezultate.
Vlada je v tem času na pobudo Zveze društev gluhih in naglušnih Slovenije in Pedagoške fakultete Univerze na Primorskem ob podpori več ministrstev in invalidskih organizacij 1. marec razglasila za dan inkluzije oziroma vključenosti. Vključenost je izjemnega pomena in danes smo ponovno slišali nič o invalidih brez invalidov in jaz bi rada poudarila, da je to izjemno pomembno. Edino oni so tisti, ki vedo, s kakšnimi težavami se srečujejo in prav je, da jih poslušamo. Upam, da jih bomo še bolj, kot smo jih že sicer v preteklosti. Slovenija na področju dostopnosti še ni dosegla evropskih standardov. Oviran je dostop do javnega prevoza, podporne storitve v skupnosti so preskromne, deinstitucionalizacija pa zaostaja. Prav tako je treba izboljšati položaj otrok s posebnimi potrebami in odpraviti diskriminacijo glede volilne pravice, saj je približno 3000 polnoletnim državljanom z invalidnostjo onemogočeno sodelovanje na volitvah.